Dober večer in lepo pozdravljeni na prvem živem dogodku 35. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Če ste prišli na pogovor z Vinkom Möderndorferjem, potem ste ob pravem času na pravem kraju. Če pa ste prišli na kaj drugega, potem pa če enkrat v življenju niste na pravem času, v pravem kraju, ampak morda se boste vseeno premislili in se vam bo zdela ta priložnost prisluhniti enemu najbolj ustvarjalnih Slovencev, rekel bom kar tako, se ne bom omejil na žanre, to niti pri njem ni potrebno. To priložnost vsekakor lahko izkoristite. Zakaj danes govorimo z Vinkom Möderndorferjem in če malce napovem prihodnost, vsaj za kakšno uro in za tale prostor si to lahko privoščim, kaj več je danes res zelo težko. Torej, če bo danes malce govorila in bo Vinko tudi nekaj prebral, razlog je zelo lahko razbrljiv, če ste si ogledali program festivala Vilenica. Vinko je namreč letos tako imenovani avtor v središču. Festival vsako leto predstavi enega avtorja, na katerega hoče posebej opozoriti, enega avtorja, ki se je v svojem opusu že dokazal. Letos je to pač moj gost Vinko Möderndorfer. Hvala za spodbudo. Vinko, mogoče bi začela kar pri začetkih, ne nujno pri stvarjenju sveta in tvojem rojstvu, ampak vsaj pri tvojih literarnih začetkih. Namreč najbrž je tukaj v občinstvu marsikdo, ki v tebi ve zelo veliko, morda celo kdo, ki v tebi ve skoraj vse, ampak ena stvar je pa zelo velikokrat pozabljena. Jaz sem se pa zdaj spomnil na njo, ko sem gledal tvoje prve objave. In to ni to, da si izdal prvo pesniško knjigo v samozaložbi že s 17 leti in drugo takoj leto kasneje z 18, ampak da si zelo hitro z 20 leti izdal nek zbornik z naslovom Pokušina, zbor srednješolske lirike, tudi v samozaložbi. Zelo zanimivo, ker s tem si že zelo na začetku pokazal to, kar še danes vidimo v vsem tvojem delu, da imaš nek občutek za skupnost, za ustvarjanje skupnosti in tako naprej. A se tega velikokrat spomniš, tega svojega udarniškega dela z iskanjem srednješolske poezije, ali je to nekje že globoko zakopano? Ne, najprej dober večer, ne. Fino, da ste prišli, upam, da bova kaj pametnega povedala, no, ampak zdaj kar k tem odgovoru. Ja, to ni bila čisto samozaložba, to je pravzaprav gimnazija pedagoška, dala na razpolago Nade Budnim kroškarjem, ki pa je imel ene 3 člane. To sem jaz, ki sem bil predsednik in še 2. In so nam dali nek ciklostil in smo začeli pravzaprav izdajati nek časopis srednješolski, v katerem je bilo zelo veliko poezije, od katere sem večinoma jaz napisal. Sicer tudi pod drugimi imeni, ampak tako nekako je to šlo, potem so se pa počasi te kolegi sošolci upogumili in je potem nekako to ratalo. Tako da je to pravzaprav bilo te vrste. In potem smo seveda jasni, če imaš ciklostil, pa če imaš papir, pa zakaj ne bi potem kar knjige naredili. In smo potem delali kar neke vrste knjige, tako da so to bile take partizanske zbirke različnih, tudi drugi moji sošolci so to naredili. Pa je bila neka taka ideja, da bi to, kaj pa če bi to vse gimnazije slovensko. Je bil en tak zbornik, ampak v tem zborniku je seveda veliko objavljeno, to je bilo leta 73, 75, ne vem, mislim takrat, je bilo veliko objavljeno, veliki imen, ki še danes se ukvarjajo z literaturo. To nekako se mi zdi, da sem imel kar nos. Ne vem, bolj je bilo to vse skupaj ena taka mladostna ljubezen do besede, do literature, do ne vem, tako nekako se mi zdi, iz katerega se je pač pol nekaj z mano zgodilo. No, to ljubezen si zanesljivo ne samo ohranjal, ampak tudi širil. Zdaj, rekla sva že, začel si kot pesnik, tudi iz prvo pesniško zbirko si objavil leta 81 ravno pri Cankarjevi založbi, kjer je pred kratkim šla tudi tvoja zadnja pesniška zbirka, ki jo imam tukaj s sabo, mogoče o tem rečeva kasneje besedo ali dve, ampak zelo zanimivo je to, da si, in to vprašanje sem danes slišal, ko sem z nekaj zamika gledal tvoj dokumentarec, včeraj predvajan po televiziji, dokumentarec o tebi,
ne tvoj dokumentarec, da smo natančni, dokumentarec Jasna Hribernik. Tam si rekel, da te velikokrat sprašujejo, kako da delaš toliko različnih stvari, ti pa si z neko tako modrostjo odgovoril, da se ti zdi, da samo na različne načine delaš eno in isto stvar, pripoveduješ zgodbo. Torej, to zgodbo pripoveduješ včasih v poeziji, včasih v prozi, dramatiki, gledališču kot režiser, v filmu kot režiser in scenarist, v gledališču seveda tudi kot pisac velikokrat. Dan danes v bistvu je svet zelo odvisen od zgodbe. O tem nas ne poučujejo samo antropologi, politologi in tako naprej, ki govorijo, da nas zgodba dela skupnost. Poučujejo nas pravzaprav tudi politiki, ki svoje predvolilne programe zastavljajo kot zgodbe, in poučuje nas tudi najmočnejša paraliterarna dejavnost oglaševanja, ki tudi si stalno zmišlja zgodbe, da nam nekaj prodaja. Pri vseh teh zgodbah na svetu, ki vidiš eno tako specifično mesto ravno literarne, leposlovne zgodbe? Ja, res je, ne? Jaz mislim celo več, da je človeka kot človeka določa to, da zna pripovedovati zgodbe in da se zaveda, da pripoveduje zgodbe. Ne? Tega druga bitja mislim, da ne. Mislim, da se je takrat pravzaprav človek začel, ko je prišel z lova in je potem povedal, kaj se mu je zgodilo na svoj način. Na ta način se je tudi jezik razvil in sploh se mi zdi, da je to pripovedovanje zgodb in da je pomembno. Ne? Ampak takoj, ko so ljudje začeli tam, ne vem kje, v davni preteklosti, ko še jezik ni imel svoje prave oblike, so začutili to potrebo, da morajo nekaj povedati drugim, ne? Da morajo povedati, kaj se jim je na lovu zgodilo, takoj so si začeli zmišljevati. Tako da zgodba je tesno povezana z fikcijo oziroma tesno je povezana z izmišljanjem. Ne? In seveda literatura je izmišljanje, ki je etično, ki je pravo, ki je... Pa imamo pa seveda v današnjem času seveda druge vrste zgodb, ki pa zavestno lažejo, ne? Ki so pravzaprav temna plat zgodb, ki so namenjene manipulaciji, demagogiji, to predvsem mislim na vse te zgodbe, ki si jih omenil in ki niso literatura. To nekako se mi zdi. Zdaj v zadnjem 21. stoletju smo pravzaprav odkrili cel kup drugih zgodb, lažne novice, to so tudi zgodbe in tako naprej, ki pa niso kar tako, ne, ki niso tako nedolžne, ki zelo posegajo v naše življenje. Tako nekako, da na eni strani je literatura, ki je seveda fikcija, ljudje smo nagnjeni k temu, da pripovedujemo zgodbe, nagnjeni smo tudi k temu, da prepričljivo si izmišljujemo zgodbe, ne? In literatura je seveda marsikaj. Dobra literatura je pa tista, ki prepričljivo laže, ne? Ki prepričljivo si izmišljuje zgodbe, tako nekako se mi zdi, no. Ampak to na hitrico ni to pomembno. Tako da ja, zato se mi sploh zdi, da je na nek način ta političen govor, te zgodbe, ki lažne novice, vse to, kar nam internet omogoča, ker je pač dostopen vsem, ker lahko vsi sodelujejo in mislim, da je to super, ne? Da je to internet in seveda te nove zadeve niso nič krive, ne? Krivi so drugi, ne? Se mi zdi, da je prinesel v človeško pripovedovanje zgodb seveda tudi lažnivo, slabe zgodbe, ki so namenjene manipulaciji, ki jih seveda več ali manj politika izkorišča. Je pa tu še ena bistvena razlika, ne? In to je pravzaprav že skoraj malo etično vprašanje, ne? Dobra fikcija je na nek način vedno etična, ne? Čeprav je izmišljena, čeprav ne nastopajo izmišljeni, potvorjeni junaki, transformirani junaki in tako naprej, ne? Te druge zgodbe seveda pa niso etične, ne? Zato ker je njihov namen nekaj drugega, ne? Nekaj, kar posega v naše življenje, nekaj slabega, no? Tem se da marsikaj govoriti. To jaz nekako razumem zgodbo in seveda razumem v tem času, ker pravzaprav ta druga plat zgodbarstva, ne, ki jo vsak dan slišimo po medijih, iz ust naših politikov in tako naprej, ta neetična plat zgodbe je pravzaprav na nek način prevladuje in tukaj vidim večjo odgovornost literature, da še bolj trmasto ustraja na sami sebi, se pravi, na ustvarjanju prave fikcije, iskrene fikcije,
prepričljive fikcije. Nekako se mi zdi, da je treba skozi literaturo povrniti besedo tisto moč, ki jo je v teh 20 letih 21. stoletja počasi skozi ta govor, tudi sovražni govor, pravzaprav izgubila. Vidim v tem času, če nič drugega, čutim, da je treba, da ima literatura še dodatno dolžnost. Svetovno znani in v Sloveniji dostopni poznavalec zgodbarstva, psiholog Richard Kearney, ki je znan pri nas po knjigi o zgodbah, bi se popolnoma strinjal s tabo, torej, ne? In on pravi, da so zgodbe tisto, kar nas naredi človeške, torej pustiva zdaj vprašanje, kako človeške, na kakšen način človeške nas naredijo te lažne zgodbe, ki si jih omenjal, pustiva to vprašanje za malce kasneje, da ne zaidemo prehitro v moraliziranje, ampak morda je zdaj trenutek, da prebereš odlomek iz ene svojih zgodb. Ja, no, bom prebral, tako so mi naročili, eno zgodbo v 2 delih, ne. Čeprav vse skupaj traja 14 minut, to bi valjda zdržali lahko tudi v enem. Ali pa v enem. Damo na glasovanje, da bo imela tudi publika kaj glasu. Kdo je za to, da v enem delu? Naj dvigne roko, prosim. V enem delu. Čakaj, da preverimo še, kdo je proti. A je kdo proti? Nihče ni proti. Ok, veliko vzdržanih. To je bil tak tipičen referendum, ki pa je absolutno odločil, da ne bo vse ne. Jaz sem doma miru in je 14 minut, zdaj, če bom zelo imel tremo, bo 16. No, v glavnem, zbral sem tudi neko tako zgodbo, ki se mi zdi, da je zanimiva in na nek način govori o tem, kar so se midva zdaj z Andrejem pogovarjala. No, tako. To, kar praviš, je strašno, mi je rekla, kako lahko kaj takega pozabiš, in se je obrnila stran. Jaz sem še nekaj časa govoril, ni važno kaj, blebetal sem, se poskušal upravičiti. Sram me je bilo, da sem kaj takega sploh izrekel, kar padlo je iz mene, na lepem, ko sva ugasnila luč. Ne morem se več spomniti, kakšne barve oči je imela moja mama. Ona, moja žena, pa je vmes, ko sem se upravičeval in posipaval s pepelom, zaspala. Naslednje jutro je po noči izrečena misel še vedno visela med nama. Pri zajtrku, na dvorišču, ko sva lezla vsak v svoj avto, v poljubu na licu, je bila na ustnicah še vedno njena sled. In potem okoli pol dneva me je poklicala, ni rekla zdravo, a greva na kosilo, imaš čas za kavo, jaz imam pol ure frej, kar butnilo je iz nje. Tudi barvo mojih oči boš pozabil. Očitek. Hrapava jeza v njenem glasu. Ne bom pozabil, kaj pa govoriš? No, potem pa povej, kakšne barve oči imam. Neumno vprašanje, blazno neumno. Pa kaj, a se greva kviz? Ne veš. Vem. Zakaj pa potem ne poveš? Modre imaš. Veliko si rabil. Če bi bil prepričan, bi tako izstrelil. Tako pa si moral razmišljati. Se vidi z vas zvečer. In je odložila. Res je, razmišljal sem, panika me je pogrebila. Presenetila me je s takšnim neumnim vprašanjem. Hotel sem reči modre, pa se mi je zazdelo, da mogoče niso najbolj modre, da so mogoče malo zelene. Opazila je moje kolebanje. Zasral sem. Moram popraviti. In sem kupil vrtnice in steklenico vina. Moški vedno popravljamo napake z vrtnicami, z dobrim vinom, če se nam zdi, da je potrebna tudi rahla omama. Če pa smo ga zares zelo polomili, potem se vržemo v stroške. Kupimo tudi drag parfum, ki pa je všeč nam. In tako sem kupil tudi parfum. Dior, 5. avenija, klasika. Domov sem prišel prej kot običajno, hotel sem jo presenetiti. Ko bo prišla, bo vse urejeno, pripravljeno, pospravljeno, pozabljeno. Odklenila je vrata in zavzdihnila. To je naredila vsakič, ko se je vrnila domov. Kar oddahnila si je, ko je prišla iz tiste pisarne. Zbrcala je čevlje z nog in pridrsala v sobo. Na mizi vrtnice, 13 vrtnic. Zraven steklenica, 2 kozarca, podolgovata škatlica. Kaj pa je to? Skomignem z rameni. Nič, kar tako. Malo veselja. Prikimala je. Prišla je bliže in se čisto rahlo dotaknila rdečih cvetov. Kot bi jih pobožala.
Pri tem se ji je na licu pojavil blag nasmeh. Uspelo mi je, pozabljeno, napaka pozabljena, kolebanje pozabljeno, turkizne so. Kaj? Moje oči niso modre, ampak turkizne. Modro, turkizno, a ni vseeno. Odkimala je. Šel sem po kozarca in jo postavil na mizo, umaknil sem stol, da je lahko sedla, potem sem svečano odprl vino, da je naredilo pok. A bova kar iz teh kozarcev, je prijazno vprašala. Je kaj narobe z njimi? Ne, sploh ne. Samo ti kozarci so za belo vino, kupil pa si rdečega. Za rdečo vino so tisti kozarci na zgornji polici malo širši. Nasmehnil sem se, takoj prinesem. Trčila sva, zacingljalo je, spila je samo požirek in potem odložila. A ni dobro? Sem zaskrbljeno vprašal. Meni se je zdelo odlično, ravno prav težko, grenko, sladko, gost in močen okus. Sej veš, da rdečega vina ne smem, zaradi kisline. Ali pa si mogoče pozabil, je rekla in se nasmehnila. Res je, pozabil sem. Ne, nisem pozabil. Samo spomnil se nisem, kar je razlika. Vedel sem, samo zaradi spleta okoliščin prav takrat se nisem spomnil. Vse je bilo tako na hitro, rože, parfum, potem pa toliko različnih steklenic. Steklenica mi je bila všeč, etiketa tudi, modra in lepo oblikovana in cena. Vina je bilo precej drago, kar pomeni, da je najbrž dobro. In sem pograbil steklenico, nisem niti pomislil, kaj naj zdaj, naj se ji upravičim. Pozabil sem, da te kislina jebe, tako kot sem pozabil, kakšne barve oči je imela moja mama. Tiho sem bil. To se mi je zdelo v tistem trenutku še najboljša rešitev. En požirek mi ne bo škodil, je rekla, sicer imam pa zdravila, če vzamem takoj eno kapsulo, se sploh ne bo poznalo, in se je odpuščajoče nasmehnila. Potem je odvila podolgovat paketek, Dior, 5. avenija, ni ga odprla prej, pa ga je videla, sem razmišljal, darila se vedno najprej odvijajo. Gledala je lično stekleničico, niti trepnila ni, potem je rekla, ga še imam, sem se ga že malo naveličala. Večer je bil potem bolj tih, prijazen, vendar tehoten. Načrtoval sem nekaj popolnoma drugega, malo nežnosti po popiti steklenici, ko žlahtni alkohol zmehča misli in mišice, ko se prepustiš prijaznemu večeru in jo objameš in jo božaš in ona te objame in te boža, pa se ni išlo. Vino je ostalo nepopito. Zamašila ga je in spravila v hladilnik. Za goste, je rekla, če bo kdo v naslednjih dneh po pomoti zašel k nama. Sicer ga bova morala zliti stran, ker se bo skisalo. Črno vino se hitreje skisa, belo zdrži dlje časa. Prav je imela, glede vina in gostov. Če bo kdo po pomoti zašel k nama. Besedici po pomoti ni prav nič po pomoti posebej poudarila. S tem je hotela namigniti, kot je storila že večkrat zadnje čase, da imava zelo malo obiskov. Ona pa je vendar tako komunikativno bitje. Vsi v njeni družini so bili družabni ljudje. V moji familiji so bili bolj samotarji, ja, v moji. To sem moral neprestano poslušati. Sedla je poleg mene, objel sem jo, hotel sem izpeljati načrt. Začel sem jo božati, narahlo, nežno, po vratu sem jo drobno poljubljal. Všeč ji je bilo. Poljubil sem jo na brado, božal sem jo po trebuhu in prsih. Poljubil sem jo na nos, na lica, na ustnice. Kakšne barve oči imam, je nenadoma rekla. Gledal sem jo čisto blizu, iz oči v oči. Najine ustnice so bile skoraj združene, ko je zašepetala. Zdaj poglej, natančno si jih oglej, če si jih v 5 letih nisi mogel. No, kakšne so? Vstal sem. Strupene so, sem rekel. Zvečer so sedela pred televizorjem. Zdaj bova skupaj gledala poročila. Gledala bova, kako lažejo, kako se sprenevedajo, kako kradejo, kako ubijajo, kako se družijo in kako razhajajo, kako je vsak dan vse dražje in brez vrednosti. Gledala bova, kako se zmerjajo z nasmehi na obrazih, kako se vsi poznajo, kako drug drugemu držijo piskrčke in hkrati gledajo pod kovter. In na koncu bova postrežena še z vremensko karto, ki bo,
kot vse v tej deželi, depresivna, slaba, z možnimi padavinami in razjasnitvami ob koncu tedna, ki pa se redko zgodijo. Sprašujem se, je rekla in se obrnila k meni. Pogledal sem jo, ja. Sprašujem se, če poznaš 4. zapoved. Ugasnil sem zvok na televizorju. Samo slike so migotale, voditelj je odpiral usta kot zlakotnela riba v presušenem akvariju. Njegovi sogovorniki pa so mahali z rokami in kimali in odkimavali vse hkrati, se smehljali, cinično dvigovali ustnice in pleše so se jim bleščale v njihovem lastnem znoju. 4. zapoved. Ne morem se spomniti, sem ji odgovoril. Vedel sem, da bo zdaj sledil tehten in globok pogovor. Jasno, da ne. Saj nisi nikoli vedel, da obstaja. 4. zapoved, sem ponovil, da bi bilo vsaj približno videti, da razmišljam, da mi je nekaj do tega, da bi znal odgovoriti na njeno vprašanje. Ja, 4. zapoved. Ne, priznam, sem rekel, in ves moj telesni ustroj se je že pripravljal na vročo in najbrž dolgotrajno razpravo. Prekrižal sem roke v naročju in nadaljeval. Vzgojen sem bil v ateistični družini. Niti moja mama ni bila krščena, niti njene sestre in tudi jaz nisem bil deležen te vzgoje. Hvala Bogu, da sem ateist. Sem se nasmehnil in poskušal speljati pogovor v bolj humorne vode. Ni razumela in ni sprejela mojega duhovitega namigovanja. Zato pa ne spoštuješ, je rekla samozadovoljno. Kaj, koga ne spoštujem, sem vprašal in moj srčni utrip je zadivjal z dvakratno močjo. Očeta in mater, je rekla, in oči so se ji zasvetile s čudnim leskom. Molčal sem nekaj časa. Premišljeval sem, ne. Nisem premišljeval, nabiral sem čas, hotel sem, da bi mislila, da razmišljam. Potem sem jo vprašal, in zakaj misliš, da jo ne spoštujem? Ker se ne moreš več spomniti, kakšne barve oči je imela tvoja mama za to. Je zmagoslavno izstrelila, kot da me je dobila na laži, kot da me je spravila v kot, kot da je dobila vojno, kot da je ponovno pokristjanila pol sveta. Nekaj časa so se gledala. Tako se gledajo vojaki čez minsko polje, sem pomislil. Greva v posteljo, sem rekel in se nasmehnil. Nima smisla. Ti misliš, da se vse zadeve uredijo v postelji, je šavsnila proti meni, kot da sem se preveč približal sestradanemu psu, ki je vso mladost preživel na verigi. Ja, prav to mislim, sem kljuboval, pa se ne da. Obstajajo stvari, ki jih ne more razrešiti še tako dober fuk. Opala, sem pomislil, kadar se spusti tako daleč in uporabi takšno stilno označeno besedo, je resnično razburjena. Pozabil si, kakšne barve oči je imela tvoja mama zato, ker je nisi spoštoval. 4. zapoved pa se glasi, enkrat in vselej zavedno si to zapomni. Ko je to rekla, je dvignila kazalec visoko v zrak, kot kakšna blazno pozitivna junakinja iz črno-belih sovjetskih filmov in bila je tako seksi, takojšnjega ljubljenja vredna. Fanatičnost je stvar erotike, me je nenadoma obšlo spoznanje. Fanatičnost kliče po ljubljenju, po močnem, kaznovalnem, hudobnem, do krvi butajočem fuku. Oči so se ji svetile in predstavljam sem si, kako se je ovlažila tudi med nogami. Zadišala je, ali pa se mi je samo tako zdelo, prav do mojih nosnic je pridišala in potem je z visokim dvignenim prstom nadaljevala. Spoštuj očeta in mater. Potem je bila tišina. Naslednjega dne, ko sem zvečer prišla domov, sem ji rekel, poslušaj, tisto včeraj, a tisto, ko si rekel, da se ne spominjaš več, kakšne barve oči je imela tvoja mama? Ja, prav to. No, to sem rekel kar tako. Spomnil sem se na njo, na mamo. Zelo dobro vem, kakšne barve oči je imela moja mama. No, kakšne? Rjave. Sem takoj izstrelil zato, da ne bi mislila, da nisem povsem prepričan. Zasmejala se je na ves glas, zmagoslavno.
tvoja mama je imela zelene oči, je rekla in me pogledala z očitno jezo. Ne, rjave, sem rekel in se trudil biti bolj odločen. Pogledala sem fotografijo. Kdaj? Že zjutraj. Na tisto, ki jo imaš še od pogreba, na tisto veliko barvno, ki je bila poleg žare, na njej je še mlada in zelo lepa, ima velike oči, točno in zelo dobro se vidi, kakšne barve so. Bi rad preveril? Odkimal sem. Prekrižala je roke v naročju. Obstaja pa še več zapovedov, je rekla. Bil sem tiho, vedel sem, da bo v vsakem primeru neizprosno nadaljevala. Ne laži, to je ena od njih. Nisem se zlagal, samo spomnil se nisem. To je laž, je bila odločna. Zakaj pa nisi takoj povedal, da se ne spomniš? Počutil sem se kot otrok. Zato, ker bi ti še bolj znorela. Nič več ni rekla. Namrdnila se je. Roke je imela še vedno prikrižane in gledala je v tla. Nisem vedel, kaj ne naredim. Če bi ji prišel bliže, bi bilo še slabše. Bila je napeta. Čutil sem elektriko, drobne praskatajoče iglice okoli njene aure. Če bi se je samo dotaknil, bi me ubilo. Veš, sem rekel, spoštuj očeta in mater, to se lepo sliši, ampak še vedno me ni pogledala. Zakaj pa bi morali vedno to upoštevati? Dvignila je pogled. Res je imela turkizne oči, hladne in ostre. Zato, ker so to zapovedi. Ne ubijaj, ne kradi, ne laži. Prekinil sem jo. Ja, to že. Mislim, ne ubijaj, ne kradi, ampak spoštuj očeta in mater. Tudi to je zakon, je rekla. Kaj pa, če starši niso vredni, da bi jih spoštovali? Čez obraz se je razlila čudna topost. Razširila je oči, odprla usta. Vedno, je zakričala. Starši so vedno vredni spoštovanja. Rodili so nas, brez njih nas ne bi bilo. Mogoče bi bilo boljše, je izletelo iz mene. Niti zavedel se nisem, kar sem rekel. Kaj? Ne morem verjeti, je rekla. In zaokrožila po sobi, kot da ji bo gibanje pomagalo k lažjemu razumevanju neverjetnih reči. Nekateri ljudje ne bi smeli imeti otrok, sem nadaljeval. In ni treba, da spoštuje slabe starše. Ni treba, da nosiš v sebi ves ta grozen pritisk, da moraš nekoga spoštovati, čeprav je bil slab s tabo, čeprav ti je naredil samo škodo, sem rekel. Tokrat sem prvič povzdignil glas. Obstala je. Gledala sva se. Prinesel si 13 vrtnic, je rekla čez ta čas. 13 pa je nesrečna številka. Nisem odgovoril, ne bi imelo smisla. Zelo sva si različna, je še rekla. Prikimal sem. Mislim, da nisva za skupaj. Prikimal sem. Nocoj bom spala v dnevni sobi. Bom jaz. Ne, bom jaz. Udal sem se. Ne bi imelo smisla. Moralo je biti po njeno. Prav, bom jaz v spalnici. Še sva se gledala. Nenadoma je stal pred mano tujec in ona je čutila isto. Dva tujca v skupni dnevni sobi. Zaprl sem oči za hip. Zares sem se hotel spomniti barvo oči svoje matere. Nisem bil prepričan. Rjave, zelene, turkizne, modre. Kadar me je imela rada, je imela rjave, čokoladne. Kadar me ni imela rada, je imela zelene. Kadar se je smejala, kadar me je držala v naročju, so bile vijolične. Kadar me je tepla, populila lase, zaklenila v stranišče, ugasnila luč, kadar me je zatajila, izdala, takrat ni imela oči, imela je luknje. Kadar sva šla na morje, kadar me je dvignila in vrgla v zrak, kadar me je pokrivala v spanju, sedela ob meni in mi polagala mrzle obkladke na čelo, je imela bele, svetle, kot angelska perut. Vedno drugačne, sem rekel sam zase. Ni me več poslušala. Spat bi šla, je rekla. Prikimal sem. Še ta teden se bom odselila. Prikimal sem.
Hvala za branje. Vi, ko se še ni usedel, je že vprašal, a sem bil predolg. Mislim, da če bi naredili zdaj referendum, bi dobil potrditev, da nisi bil predolg. Hvala. Prosim, zdaj publika ni začela upiti drugače, torej je bil. Zato, ker so zelo obzirni pa prijatelji. To se začuda še drži tudi v današnji družbi, no in to pravzaprav tudi nekaj, o čemer lahko spregovoriva v tej zgodbi, namreč v njej se, čeprav na prvi pogled je to neka intimna zgodba o razhajanju, se vidi ta dve komponenti, ki sta zelo prisotni v vsem tvojem pisanju. Ena je seveda erotika, drugo je pa prav ta družbenost, ki se tle malce vidi v spominih, spomin je opomin, malce pa na televizijskem ekranu spotoma. In družbenost je nekaj, kar preplavlja ves tvoj opus in da te še malo predstavimo morda tistim, ki te ne poznajo tako dobro pri bolj oddaljenih mizah. Vikov opus obsega prek 70 knjig, 13 romanov, prek 80 radijskih iger, celo vrsto dram, potrjen je bil s celo vrsto nagrad in tako naprej. In zdaj, ko sem te tako pohvalil, si lahko privoščim malce zahrbtno vprašanje. Ti sicer praviš, da se vsakemu od svojih del, ko ga delaš, absolutno popolnoma posvečaš in tako naprej, in takrat ti je to seveda najboljše in najdražje delo, ampak potem, ko se malce od njega odmakneš, se ti vsem zdi kakšno delo iz tvojega opusa ključno, ali pa če že ne delo, vsaj kakšen žanr se ti zdi ključen v tvojem opusu? Ja, ne vem, jasno je, da se ne posreči vse, kar človek dela, tako da si niti ne domišljam, da je vse to zelo dobro. Bilo je pa seveda vse delano z dobrim namenom. Za vsako stvar se mi zdi, da sem se maksimalno potrudil in če zdaj pogledam nazaj, 10 let, 15 let, 20 nazaj, pa seveda s kakšnim delom nisem zadovoljen, ampak takrat vem, da sem znal toliko. Več takrat nisem znal, boljši nisem znal biti. Danes bi lahko mogoče kakšne stvari, ki sem jih napisal tudi boljše. Ampak vse to je najbrž z vsakim pisanjem. Tako da, ja, prosti, še enkrat me vprašaj. Sej, v bistvu si že kar odgovoril na to vprašanje. Ja, že vem. No, ampak sem pa zdajle, mi je prišla prav ta partizanska ciklustirana zbirka iz gimnazije iz leta 75, se pravi 17 let sem imel. In seveda nisem se upal pogledati, Stanka iz Trubarjevega antikvariata jo je izbrskala in mi jo je usilila. Jaz sem se upiral dosti podobno, ampak potem sem jo vse nesel domov. In je nisem dolg časa pogledal, ker nekako ti je neroden, kaj pa 17 let, pa nisi niti vedel sam zase, kaj šele za kaj drugega, Ampak potem sem vsem to prebral, te pesmi, in so seveda jasno, to so pesmi 17-letnika, kateremu se pravzaprav razen nekaterih nesrečnih ljubezni ni nič zgodilo. Ampak v njej je neverjetna energija in ljubezen do besede, do tega, kako zlagati besede in z energijo, ki jo imajo besede, izven pomena, sestaviti nekaj, tako nekako. In tako da sem bil prav presenečen, na nek način, ja, bi rekel, ja, ponosen, ja. Nekako se mi zdi, da nisem se spremenil v nekem fundamentu, poetičnem se nisem spremenil veliko, ker se človek ne spreminja veliko v življenju, ampak sem pa seveda nekaj doživel, Življenje je pač prineslo marsikaj in me je oblikovalo kot človeka, niti ne kot pesnika, ampak biti oblikovan kot človek in biti oblikovan kot pesnik je to pravzaprav neprestano prehajanje. Tako da ja, ne vem, ampak vse to je pravzaprav tudi kakšne gledališke, zdaj izbiram fotografije teh svojih gledaliških predstav izpred 30-40 let in se blazno natančno spomnim iz fotografije ven, kater stavk je igralec rekel, tako nekako. Ampak in se seveda spomnim, kakšne so bile predstave in jasno, da bi jih danes marsikaj tega bi naredil boljše, ampak takrat nisem znal, nisem zmogel in to je bil moj največji domet in na njega sem lahko ponosen. Tako nekako in tako mislim tudi za literaturo, kar pa tiste moje knjige, ker si me že malo podvprašal, katere se mi zdijo dobre, zdi se mi dobra Nespečnost, je išla tudi pri Cankarjevi založbi pred tebe. Ene par stvari se mi zdi, da se mi je posrečil, da bi jih mogoče tudi danes ne znal napisati boljše. Da sem ujel takrat nek pravi
trenutek. Pomembno pri pisanju se mi zdi tudi, da človek ne samo, da imaš kaj zapovedati, ne. Važno je, da ujameš pravi trenutek, da to poveš, ne. Če ta trenutek je sestavljen iz razpoloženja, iz mnogih stvari, ne. Če takrat ne ujameš tega trenutka, se ti mogoče stran ne bo posrečila, ne. Tako da pisanje ni samo sestavljanje zgodb in izmišljevanje zgodb, ampak tudi tek za pravimi trenutki, da lahko poveš najboljše tisto zgodbo, ki jo imaš zapovedati. Zanimivo, zdaj tako v prejšnjem branju, kot v tem odgovoru si se že dvakrat tako močno vrnil v preteklost. V bistvu preteklost je zelo ključna in v zadnjih letih je najbrž tvoje najbolj odmevno delo morda tudi zato, ker gre za roman, ki je najbolj odmevna literarna vrsta v Sloveniji, ne? Ampak tvoje najbolj odmevno delo je knjiga Druga preteklost. Tvegal bom, to je za obsežen roman, imam ga tukaj pred seboj, ne vem, ali se vidi daleč, ampak obsega toliko kot preostale 3 Vinkove knjige skupaj in preostale 3 niso tenke. Tvegam si reči, da je to v bistvu en tak najbolj dorečen roman o veliki slovenski temi, o spravi, ne? Namreč zdaj več, ko govorimo o spravi, bolj, ko se ukvarjamo z njo, manj smo spravljeni. Ampak ti nekje praviš v tem romanu, v sklepu tega romana, ki ima precej ganljiv sklepni prizor, ne bom zdaj nič povedal, zakaj gre, kajti morda ga vsem še kdo ni prebral, pa je to potem kvarnik, pokvari razkritja na koncu, ampak ti nekje na koncu tega romana praviš, da nekako sprave ni, dokler ne zgine tako prva kot druga preteklost. Se pravi, da na nek način je možno šele, ko je vse pozabljeno, da se spravi, če to nekako povzamemo. Po drugi strani pa vidimo, da tudi v svoji literaturi, in zdaj si tudi sam začel, veliko obujamo spomine. Ali ni to morda malce kontradiktorno? Ali je prav ta nespravljenost tisto, kar nas sili ustvarjanje? Torej, da ustvarjamo, dokler smo nezadovoljni, dokler smo jezni. Zate to lahko že rečemo. Zdaj, tukaj imam še eno knjigo, zelo zanimivo knjigo esejev, zapisov, dnevniških zapisov Ljudomrznik na tržnici. V nekem intervjuju si rekel, da si ti ta ljudomrznik, to tisti, ki te poznajo, morda ne bojo čisto vsi podpisali, kaj se ve, ne? Ampak gotovo te nekako ta odziv na realni svet te v veliki meri motivira za ustvarjanje. Ja, brez dvoma, ja. Se drugače pravzaprav ne da, ne? Saj živim v tem svetu in ta svet se me dotika verjetno mene, ki sem se odločil, da bom pravzaprav porabil svoje življenje za to, da bom kreativen ali pa ustvarjalen, se me mora dotikati verjetno bolj, ne? Na drug način. Ne vem, seveda jasno, preteklost in sedanjost je prihodnost, ne? To bi, ali pa preteklost plus sedanjost je prihodnost, tako nekako bi se glasi ta zelo enostavna enačba. Del sedanjosti je seveda preteklost. Jaz sem se rodil 58. leta, ampak v bistvu se nisem rodil takrat, rodil sem se pravzaprav že veliko prej, ne? Že veliko prej v delu življenja mojih staršev, prastaršev in tako naprej. Seveda tega, in to nosi sabo, ne? Nosi sabo tudi, če o tem nič ne veš, na nek način se nadaljuješ. In vedno nadaljujemo zgodbe svojih staršev, to najbrž pol, ko smo tam malo preko 40, to se tega še bolj zavedamo. Tako da ja, ne zdi se mi, in literatura črpa iz preteklosti, ne? Saj ne vem, iz česa drugega bi, ne? Čeprav živimo v sedanjosti, ampak to moje branje je že preteklost, ne? Že ni, tako nekako se mi zdi, ne? Ne da se pisati in ustvarjati, če ne razmišljaš o preteklosti. Zdaj seveda slovenska preteklost, ali pa italijanska, ali pa nemška, vse te preteklosti teh različnih narodov so seveda različne, drugačne, ne? Pa imamo seveda skupno preteklost, evropsko in planetarno, ampak to so druge stvari. Slovenska preteklost je posebna, ne? Na nek način smo mlad narod, nismo doživeli vsega tega, kar so Francozi z francosko revolucijo, z Napoleonom, z Pariško komuno, skratka, in še prej, z raznimi pokoli in tako naprej. To so neki narodi, ki so bili državotvorni in so seveda imeli vse te tragične zadeve, ki grejo skupaj z državo mnogo stoletij. Mi to doživljamo prvič, ne? Se mi zdi, vse to, kar se nam je zgodilo, in ni se nam zgodilo veliko, ne? Tako nekako se mi zdi. In zato smo mogoče je tukaj odgovor, zakaj smo na to svojo lastno preteklost tako
tako občutljivi, zakaj se še kar naprej ukvarjamo z njo. Ko sem pisal ta roman, nisem imel namena pisati o spravi in jasno, da o spravi se ne da napisati, spravo se ne da razrešiti z literaturo, nikakor ne. Tudi politika jo ne more razrešiti. To lahko, spravijo se lahko, vsak posameznik se lahko spravi, ampak znotraj sebe, znotraj v kotu svoje duše se odločiš, da ne boš zameril nekaj, kar se je zgodilo tvoji družini, da gre življenje naprej. Skratka, ne vem, to se mi zdi, da je velika človeška zrelost, da je človek zrel takrat, kadar to uredi. Ne. Jaz bi bil, pa moja družina, pa ne, bi lahko bili absolutno zelo jezni na komuniste ali pa na tisto generacijo komunistov po vojni, recimo. Čeprav je bil moj dedek komunist in levičar, prej socialdemokrat, blazno bi lahko bili jezni, ne. Zato, ker je pač bil na Golem otoku, ker so ga izdali, ker je trpel, ker imamo pričevanje o tem trpljenju, v arhivu tudi ovadbe in tako naprej, nima smisla, da sploh govorim. Absolutno bi imel razlog, da bi rekel, da bi bil sovražen. Ampak do koga, oprostite, vojne in konflikti naših dedov, to so njihovi konflikti, to ni moj konflikt. Druga svetovna vojna ni bila moja vojna. Ni bila moja vojna. Absolutno, gledam na njo kot na zgodovinsko dejstvo, ampak ne, nikakor. In s tem jaz osebno nimam problemov. Mislim, da je to zdravo razmišljanje. Čas gre naprej in tako naprej. Seveda, treba je vedeti poanto zgodbe, ne? Niso stvari čisto relativne, ne? Absolutno. Ampak to so stvari, ki že spadajo v zgodbo. Ko si pripovedujemo zgodbe o partizanih in domobrancih, so to že zgodbe. To že ni, ne vem, ni. Hočem reči, resnica ja, spomin ja, ampak nikakor pa ne nič drugega. Vleči preteklost v sedanjost in prihodnost, to pomeni, da bo naša prihodnost gnijoče truplo. Da bo zgnila bo od tega brez potrebe, ne, tako nekako ne. In seveda, kljub temu, da je imela moja družina slabe izkušnje v nekem obdobju z levico, z komunisti, sem levičar in sem socialist in želim biti komunist in sem komunist. Nobene zamere, zato ker vem, kakšne so stvari, treba je gledati stvari v nekem kontekstu časa, v nekih okoliščinah. Zaradi tega sem napisal drugo preteklost, da bi se ukvarjal z ljudmi v nekem času in jim sledil različne družine iz različnih socialnih okolij, z različnim osebnim prepričanjem, političnim, verskim, kakršnikoli, da bi jim sledil skozi nek čas, ki se mu reče vojna, ki se mu reče okupacija in da bi jih spremljal, da bi videl, kako so se znašli, ko ni bilo več vojne. Ne? In nisem imel namena. Ne? In so seveda te osebe mi povedale, da je življenje svinjsko in da se je včasih težko odločiti in da je tisoče okoliščin, ki vplivajo na človeka in da moraš imeti srečo, da preživiš. In če ni vojne, moraš imeti srečo, da ti steče to življenje približno v redu, da ne zboliš, da ti otroka avto ne povozi. Skratka, sreča, to življenje je zelo odvisno od sreče, ne? Tako nekako zdaj že malo nakladam, ampak moj roman ni imel namena napisati resnico o spravi, ker se to enostavno ne da. Se pa da iz tega romana absolutno videti mnoge ljudi, ker pač ima epsko strukturo, mnoge ljudi in jih opazovati pri njihovih reakcijah, tudi napačnih, in jih pravzaprav razumeti kot zgodbo iz preteklosti. Že kar nekaj smo rekla o preteklosti, mogoče še kaj malega o sedanjosti in prihodnosti. Ne? Zdaj, za tiste, ki ste se nam pridružili malce kasneje, to je pogovor v okviru Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki ima za letos izbrano geslo Evropa se širi in krči, kam gre? Kam pa gre Evropa? Ja, ne vem, kam gre. Jaz upam, da bo obstala. Jaz se počutim Evropejca in verjamem v Evropo in se mi zdi, da sodimo v Evropo in da je ta skupnost v redu. Da pa moramo pa seveda, da je ta skupnost mlada, da ima nekaj 10 let in da ima seveda svoje krize in mislim, da jih je treba premagati. Kaj vem? Ne vem. Je pa seveda, vem pa, in to najbrž se vsi zavedamo, da sploh v tem časa koronavirusa,
da družba in svet doživlja neke korenite spremembe. V prihodnosti najbrž ne bo šlo več za neko klasično demokracijo, klasično volitev, klasične stranke, da se pravzaprav išče nek svet, ki teži k večji kontroli posameznika. Skratka, izpostavlja se nek sistem, ne vemo še kakšen bo, ki za posameznika ne bo tako svoboden, kot si je to predstavljala francoska revolucija ali pa kot smo si do zdaj predstavljali. To se mi zdi, da je in seveda jasen, to iskanje novega ima pa cel kup pasti. Tako nekako spomnimo se, kako smo takrat, ko so raznesli te dve stolpnice v New Yorku, kako smo pol pravzaprav z lahkoto sprejeli, da nas na letališčih pregledujejo in tako naprej. Od tega je že 20 let, ampak nas še vedno pregledujejo, rentgene so postavili, do nagega nas slikajo, prstne vtise vzamejo, šarenice in mi pristajamo na to, ne? In se bojim, da je ta koronavirus, da bo prinesla podobne stvari, ki bojo šle v omejitev človekove svobode, ne? In zato, ker smo na Vilenici, ne, pa ker praznujemo literaturo, mislim, da ima literatura in umetnost nasploh. Umetnost, ki je vezana na besedo, pa sploh v tem času posebno funkcijo. In to je obramba svobode, izpostavitev besede, ki ima težo, ki nekaj pomeni, ki je lahko spet stvariteljica sveta, tako kot piše v največji in najstarejši knjigi na svetu. Tako nekako se mi zdi, no. Dal si mi krasno istočnico za predzadnje vprašanje, sem se ustrašil, da boš že kar odgovoril na ga, namreč hotel sem navezati še na eno komponento Vilenice, ki letos morda ni povsem očitna, in to je, da je Vilenica v principu in v normalnem času zlasti kraški festival, ki se dogaja na Krasu, in vsi poznamo kraškega pesnika Srečka Kosovela, ki je tudi nekaj povedal o Evropi, zdaj se pripravim, da bom tole kar prebral. Kosovel je napisal: Evropa umira. Društvo narodov in apoteka, oboje je laž. Operacije, revoluciji, na sivi cesti stojim, rjavo listje pada z vej in jaz se samo enega bojim, kadar to drevo bo golo, črno stalo in siva polja in majhne hišice in bo kričal, pa bo vse naokoli mene molčalo. Se ti zdi, da Slovenci preveč molčimo? No, predvsem se mi zdi, da je Srečko povedal čisto vse. Da je čisto vse povedal v tem času, ne. Čeprav je bila takrat Evropa malo drugačna, ampak to je to. To je to. Ne znam, ne da se boljš povedati. No, gremo od Srečka skoraj 100 let naprej, ne. Mlajša slovenska pesnica Katja Perac pa je zapisala: toliko krvi prilite za svobodo govora in zdaj nihče ne posluša. Ali ga mogoče premalo poslušamo? Tudi zelo dobro. Hvala lepa, prej sem napovedal zadnja vprašanja in bi zaključil samo še z nekim citatom iz tvojega, enega izmed sklepnih esejev, tvojih sklepnih misli, Vinka, v knjigi Ljudomrznik na tržnici. Moj nocojšnji gost, Vinko Möderndorfer, tam na koncu eseja napiše: sreča je, da živimo. Tudi to ne mara še zmeraj drži. Vinka, hvala lepa za ta zelo prijeten pogovor. Hvala.